Minuli vikend pa je minil v znamenju Martinovega dneva, ko se mošt spremenil v vino, Slovenci pa v živino. A ste opazili, da se rima? Kakšne rime jaz sklepam tle? Policija je zato te dni izvajala poostren nadzor nad slovenskimi vozniki, ki pa niso navdušeni nad pravičnostjo te akcije in življenja nasploh. Pa saj se skozi vozim trezen na ših, ko bo sem let že. Zdaj pa en per preveč piješ, pa že vse narobe. Ker se kljub različnim akcijam, ki že leta pozivajo k odgovornemu pitju, zdi, da se situacija v Sloveniji ne izboljšuje, smo za mnenje poprašali našega korespondenta Jerneja Celca. Pozdravljeni! Pozdravljeni, gospod Celec. Kje ste preživeli Martinovo? Lepo doma, z družino, prijatelji. Pa vi? V prižganem avtu, zaprti garaži, s spuščenimi šipami. Torej, gospod Celec, kako smo Slovenci praznovali Martinovo? Je bilo veselo kot ponavad, ali... Martinovo, gospod Godler, Martinovo je najboljši praznik v letu, če si Slovenec, in najslabši, če si raca. Race v bistvu 11. novembra praznujejo to, kar ljudje praznujemo 1. novembra. Dan spomina na mrtve. Samo da za njihove sorodnike ne prižigamo sveč, ampak pečice. In čeprav je raca nepogrešljiv del tega praznovanja, je kraljica še vedno steklenica. Jaz tudi znam rimati. Wow! Zelo dobro. A je res nujno, da na ta dan spijemo ogromne količine alkohola? Res ne bi šlo brez tega? Glejte, gospod Godler, treba se zavedati, da alkohol je močno prisoten v naši kulturi. Mislim, naša državna himna je Zdravljica. Izmed vseh pesmi, ki bi nas lahko opisale kot narod, smo si mi izbrali tisto, ki se začne z prijatelji obrodile, so trte vince nam sladko. Alkoholizem pri nas ni toliko težava kot državljanska dolžnost. No, to je res. Kako pa delujejo programi, ki poskušajo ljudi odvrniti od pitja alkohola? Kako? V bistvu se je število prometnih nesreč zaradi alkohola se je zmanjšalo v zadnjih letih. Mogoče se je to zgodilo zaradi akcij, kot so 0-0 šofer in pa alkohol ubija. Mogoče pa preprosto zato, ker si normalni ljudje na Martinovo sploh več ne upamo na cesto. Število nesreč niso zmanjšali alkoholiki, ki so nenadoma postali odgovorni vozniki, ampak trezni ljudje, ki smo ugotovili, da je alkoholikov v tej državi toliko, da raje ostanemo čez vikend doma, pa če to pomeni, da pač preživimo. Po nekaterih ocenah je namreč vsak 8. človek v Sloveniji odvisen od alkohola. Če torej živite v hiši še s 7 ljudmi in noben od njih ni alkoholik, potem ste to vi. Okej, ampak... Mislim... Kaj točno pa počne naša država, da bi zmanjšala prisotnost alkohola v naši družbi? Zdaj, država je največ naredila s tem, da je dvignila starostno mejo, pri kateri je legalno kupiti alkohol iz 15 na 18 let. Če bi jo zvišali že prej, bi jaz mladosti naredil kaj iz sebe, namesto da zdaj gostujem v eni oddaji ob 10:30 zvečer. V zadnjih letih pa država poskuša odvrniti ljudi od pitja alkohola z akcijo 40 dni brez alkohola. Verjetno mislijo, da če ljudje 40 dni ne bodo pili, si tega več ne bodo želeli. Kar ni čisto res, ker večina nas je že kdaj neprostovoljno sodelovala v akciji 40 dni brez seksa. In vse, kar si po mojih izkušnjah želiš, je, da se abstinenca neha. Okej, to... Smisel je. Ampak če se vam zdijo takšne akcije neefektivne, kaj vi predlagate? Ker je alkohol tak bistven del naše kulture, popolne abstinence mi nikoli ne bomo dosegli v Sloveniji. Ljudi je namreč sram, če na zabavi v rokah držijo samo malo pivo. Dajmo raje spremeniti kozarce, tako da bo ta velik krigel piva vseboval zgolj 2 deci tekočine, preostali del pa bo zapolnjen s steklom. Kar naenkrat lahko v rokah držimo velike glaže in smo hkrati relativno trezni. Še ena varianta, ki bi država lahko veliko pomagala, so Martinovi avtobusi. Martinovi avtobusi? Ja, to tako navadni avtobusi, ampak da jih pač za Martinovo z notranje strani oblečemo v neprepustno plastično folijo in jih potem brezplačno pošljemo na ceste, kjer prevažajo pijane Slovence po Sloveniji. S posebno pozornostjo seveda na počasnem speljevanju ovinkov in postanki na vsaki benzinski črpalki. Avtobus oblečen v folijo poln pijancev, to zveni negražno. Niti približno tako negražno kot avtobus poln pijancev brez folije. Aha, okej. Dej pa zaključiti ob tej čudoviti misli, gospod Celec, dame in gospodje, gospod Celec. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!